se pa, saj meni, kar razjasni oko, ko pogledam, ne samo zato, ker je lep pa mlad, ampak ker je oblečen v tako nošnjo, kakršna je bila v modi oziroma v navadi pri kmečkem prebivalstvu in pri kakšnih bolj petičnih, kar pričajo ljudi, pri bolj petičnih kmetih v približno okrog leta 1830. Iz tega časa se je namreč ohranila motivna podoba, ne vem, odkje že jo je zbrstal tone, sjetve na listcu in po tej podobi smo rekonstruirali to obleko. Vendar oba fanta, ki sta me spremljala, ko smo kupovali blago, namreč prej bilo povedano, da zelo rada pešačim, nisem šofer, res pa je, da tudi rada pešačim, ampak kadar mi primanjkuje časa, takrat pa pridejo seveda zelo dobrodošli šoferi in to ne me je nekega dne peljal v Majšperk, kjer smo kupili obleko za hlače. Potem pa, če se ne motim, to sva pa kupila tudi v Majšperku. Edin s sukničem so bile pa strašne težave. Šla sva kupiti z Matjažem, kot vidite se z vašimi fanti, ker bojite se precej potepam po svetu. S Matjažem sva šla kupiti blago v Zvošo, to je pri Radovljici. In tam je Matjaž ogledal neko blago, s katerim sem se tudi jaz nekako strinjala, temno modro blago in je rekel, to ne bo pa moj suknič. Ampak verjemite mi, kot mora imeti mesar, ves, tovaga, tisto meso, pa da ne vzame eno deko preveč ali pa premalo, pa mlinar ne sme preveč moke ali pa premalo moke, da isto velja tudi za etnologe. Da stvar, ki jo delaš, posebej, če te ljudje tako zaupajo, kot mi je to ne zaupal, da sem pač dober strokovnjak za te stvari, sem nekako imela zvečer, ko sem šla spat, prav bi rekla, slab občutek, in sem rekla, Matjaž gor, Matjaž dol, čeprav je njemu še tako to blago všeč, in sem ga nekako njemu na voljo kupila. Se veste, kako smo ženske, ne? Če v moški lepo pogleda, pa ne veš, kaj bi same sreče. In sem potem rekla, zvečer, ampak sem rekla, nič, tole blago bo treba, ni dobro blago. In kaj sem potem naredila? Šla sem iskat v moje predale, ker sem si nakupila ogromno blaga, pa sem rekla, ko bom v pokoju, bom pa še mala. Ampak sreči zdaj ne živam in tisto blago je ostalo. Sem ga prinesla Matjažu, sem rekla, blago je zelo v redu, barva pa ni. No, ampak Matjaž ne bi bil Matjaž, če ne bi najdele punce, ki znajo barvati blago in tako naprej. In zdaj je pred vami suknič takšen, ali pa vsaj zelo podoben, kot je na tisti motivni podobi in vse skupaj, kar paše zraven. Se pravi, tudi kroj ustreza, vse je naš krojač v Šentvidu, gospod Prosen zelo potrudil in lahko rečem, da je mojstersko izdelal suknič prav tako, kot so jih izdelovali okrog leta 1830. No, zdaj grem pa še k ženskam, se veste, kako smo ženske, da najprej tisto na koncu bo, ne? Poglejte. Tu je pa ženska obleka prav tako rekonstruirana po motivni podobi. Vanjo se je oblekla naša Mateja. Zdaj ne vem, ali bi čestitala bolj obleki, rekonstruirani obleki ali Mateji. Namreč, ko je prišla k Meri, k Švilji, sem jo nekako tretirala kot punco. Vse veste, v mojih letih so vse, ki so 50 let stare ali pa 30 so punce. No, sem rekla, to je pa, sem rekla, to dekle bo pa prav lepo nosilo to obleko, sem rekla, njoj, kako je še vidka in tako naprej. Potem sem rekla, sem rekla, kje ste pa to vidko punco snel? Sem rekla, tu navati imam težave, ali so predebele, ali so čist take kot bile, pa obleka sploh ne visi na njej. Ja, rekel, veste kaj, ta punca ima pa že 5 otrok.
bila pa izredno ponosna, ker sem lahko prvikrat v življenju kot neke vrste nošeslovka, ki veliko delam za folklorne skupine, raziskav, pa potem tudi konstrukcijskih oblek, da sem prvikrat v življenju delala obleko za mamico 5 otrok, za katero sem jaz rekla, da je pač punca. No, in meni se še zmer zdi, da je, pa dobro, tu se pač vi presodili. Zdaj, kot obleki, kot sem že omenila, obleka je lepo konstruirana, to je pa naredila naša Angelca, tudi Dolenjske gore, list Angelca Oven, ki dela v Sadu in se je izredno potrudila, da je to obleko izdelala po tistih starinskih krojih in starinskimi šivi, ki so bili takrat navadi. Glejte, to je vse na roke šivano, vsaka guba posebej je na roke prišita gor. No, in če se bo naša Mateja še nekoliko slekla, da bo videla, kako izgleda ta obleka spodaj. No. Ja, veste, takrat je bilo vse strašno zapeto. Ja, ona počila spomni, pa ni bilo nič. Ker mlače so se pojavile še ni po, marsikje šele po drugi svetovni vojni. No, poglejte, kako izredno. Je ta obleka, to je še značilni mirski kroj, kot se mu reče. Je bil rezan pod prstmi, ne v pasu, ampak pod prstmi. Ker takrat ženske niso nosile metrčkov in so s tem nekako tisti del, bolj nežni del utrdili oziroma potisnili navzgor. In vse je še krojeno tako, kot je bilo treba, kot so krojili v 18. stoletju na tem alpskem oblačilnem območju, da je tu brokat in ves brokat je lepo poštit za žametnimi trakovi. In še enkrat rečem, kaj čestitam vam, ne v obleki, ampak to, da imate 5 otrok. Zgledujte se vsi tisti, ki se še lahko. Jaz se žal ne moram, ampak če bi se dalo, bi se pa vrnite mi. Ne zaradi tistih sladkosti, ki do tega pripeljejo, ampak zaradi kopice otrok zavidami. Za to lepo predstavitev. Gotovo je bilo zanimivo dr. Makarovičevo poslušati še celo popoldne, vendar moramo iti s programom naprej. Jo bomo pa povabili, obljubim v kakšni drugi priložnosti v naslednjem letu in verjetno bo tudi za vas zanimivo, da se pogovorimo še kaj o kakšni stvari. Lepo se vam zahvaljujem za vso pomoč dosedanjo. Želim vam še veliko strokovnih uspehov in pa tudi upam, da lahko računamo na vas, če se bomo še kakšnega podobnega projekta lotili. Eno skromno darilce. Dr. Makarovičeva je velika ljubiteljica jabolk, ampak ne tistih bleščečih jabolk iz današnjih nasadov, temveč starih jabolk iz starih sadovnjakov, pa smo jim večkrat za zimske dni pripravili eno košarico orehov in jabolk, da bo med svojim ustvarjalnim delom še kaj pregrizljena. Najbrž bi opazil, da sem vedno cmakala pa hrustala kakšno jabolko, ko sva se vozila, ali pa če sem bila enkrat pri njih doma in sem tam zagledala košaro z jabolki, pa so me že itak nafutrali, tako kot so me danes, ampak sem rekla, sem tisto košaro videla, pa sem rekel to, a bi vi kaj jabolk, joj, sem rekla, ja, to bi pa res. In res jabolka, to so pa lahko rečem moja slaba stran in otroci mi kaj rečejo, da sem jabolko manjka.